Lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas berem tarot karte. Jaz sem se zdaj malce igrala s kartami, ker jih pripravljam v bistvu v serijo, različne serije tarot pogledov in trenutno zdaj snemamo serijo Na svet zate. V teh serijah bomo pogledali na spodnjem kupu kart, o kakšni osebi se danes pogovarjamo, in če se tukaj prepoznaš oziroma prepoznaš osebo, ki je nekako del tvoje situacije, potem je ta video namenjen tebi. Če se s tem ne poistovetiš, potem pač počakaj, da pride kakšna nova epizoda iz te serije. In v bistvu to sem hotela narediti bolj kot nek eksperiment, ampak ko sem pa spodaj v bistvu po mešanju, ko sem obrnila karte in sem spodaj videla hudiča, sem takoj vedela, da to moram posneti. Zato, ker smo imeli tudi zdaj na tem ta zadnjem vpogledu, ki je bil za luno v ribah, smo imeli karto hudiča, mislim, da je bila 5. ali pa 6. karta v spodnjem kupu, ki nakazuje na osebo, ki nas bo želela na nek način ohraniti na mestu. In to smo lahko tudi mi, se pravi, mi sami sebe prepričamo v nekaj, ker nas je strah neke spremembe. Tako da dajmo si pogledati, kdo je ta oseba, torej. O kakšni osebi se bomo danes pogovarjali. In tukaj imamo zdaj zelo zanimive karte. Jaz sem jih že pogledala, sem jih že malček naštudirala. Tukaj imamo karto hudič in pod njo je karta angel. Zdaj pa, mislim, zmernost, ampak to je angelska karta. Se pravi, angel in hudič, to sta si dve nasprotni energiji. Potem imamo tukaj 4 palic. In ta karta je v bistvu karta neke stabilnosti. Zdaj, to je lahko tvoja služba, če se v njej počutiš stabilno, to je lahko dom, družina, partner. Torej, gre za neko stabilno situacijo v tvojem življenju. In tukaj pa imamo potem 3 novcev. Zdaj, pri tej karti je zanimivo, da v ostalih tarot kartah je ponavadi na tej karti je ponavadi več ljudi. Vsaj 3 ljudje, ki skupaj nekaj delajo in nakazujejo v bistvu na timsko delo. Ampak v teh kartah imamo v bistvu osebo, ki je tukaj sama. Sama nekaj dela, sama je za vse. In danes se bomo pogovarjali torej o neki osebi, tukaj imamo karto zvezda, o neki osebi, ki se počuti zelo obremenjeno, zato ker nekako mora uravnavati energije, ki se dogajajo znotraj te stabilne situacije. Torej, znotraj te stabilne situacije imamo mogoče 2 različni osebi ali pa 2 različne skupine ljudi, lahko so to, pač lahko gre za osebo, eno, da je oseba, eno je, ne vem, žival lahko, ampak je med njima nek konflikt, ne. Se pravi, to sta si 2 zelo različni osebi in zelo verjetno je, da te 2 osebi zelo težko pridejo na isto stran. Tako da vsaka nekako sili v svojo smer. In pol si tukaj ti, najverjetneje, ne, to si lahko ti, lahko si tudi ti kakšna od teh 2 oseb, ampak danes se bomo pogovarjali o tej osebi, zato ker imamo tukaj tole 3 novcev, kjer je ta oseba sama. In tukaj sem začutila energijo, kot za vse sem sama. Pač vse je na meni, vse moram jaz in ta oseba je tle že čisto siva, že čisto zmatrana, utrujena. Ampak navzven še vedno deluješ pač, kot da imaš vse pod kontrolo in nekako, zdaj, če pogledamo te vrče, ne, eden je moder, eden je rdeč in tukaj imamo v bistvu modra, rdeča, ne. Se pravi, tukaj so 2 osebe znotraj neke stabilne situacije, ali pa pač 2 različne skupine ljudi, 2 predmeta, 2 smeri, karkoli, ki so si zelo različni. In videti je, da ti se trudiš na vse moči, da te energije ohranjaš, da v bistvu mogoče ohranjaš celo neko ločenost med temi 2 osebami. Ker tukaj, če pogledaš dobro na kartah, ta vrč gre tle v to jezero, ta pa se zliva in gre tukaj. V bistvu se te 2 ne povezujejo. In ti v bistvu vlagaš ful energije v to, da te energije uravnavaš znotraj te situacije in tudi, da jih nekako ohranjaš ločene, da ne pride med njimi do konflikta. Pač videti je, da ti imaš to vse pod kontrolo, ampak nekako imam občutek, da spodaj globoko v tebi to ustvarja ful enih bremen, ful enih, pač mučite na nek način. Vidimo, kaj imamo še tukaj.
na nek način je to zelo izčrpljujoče, mislim, da zelo izčrpuje, ne vem, utrujeno, evo, takole, utruja. In dostikrat bi najrajši kar šel, ne. Okej, če se prepoznaš v tem profilu, torej če si oseba, ki je sama za vse in nekako se trudi obdržati te dve močne energije narazen in da ne pride do konfliktov, da ohranjaš to situacijo dokaj stabilno, da je v bistvu kljub kaosu, da je še vseeno nekako zgleda, pač da ohranjaš to ravnovesje, potem je ta vpogled zate in dajmo pogledati, kaj karte tukaj govorijo in kaj svetujejo. Evo, zdaj bomo to razdelili na 3 dele. Tako, in poglejmo, kaj je tvoj problem. Okej, vem, kaj je tvoj problem. Tipično za kraljico kelihov, ki je zelo čustvena, zelo nežna. Bomo dali kar sem tole karto. Zelo čustvena in nežna. Aha, O moj bog, te karte moram dati dol, čeprav to ni bilo v planu, ampak to moram dati dol, ker tako lepo govori. Se pravi, tukaj je neka oseba, ki hoče iti proč in v bistvu, ja, neka oseba, ki bi rada šla in tukaj je neko lepo vzorje, ampak pač ta kraljica, zdaj to si lahko ti, to se pač moraš prepoznati sam, v katero skupino teh ljudi sodiš in tukaj ti bo potem tudi lažje najti nek nasvet. Se pravi, nekdo mogoče hoče zapustiti in slediti nekim novim izzivom, novim dogodivščinam, ampak tukaj te to nekako, pač to mogoče hočeš to ustaviti. Dajmo pogledati, kaj se tukaj dogaja. Okej, tukaj imamo šestico novcev, kolo usode in kraljico palic. Okej, torej tukaj v tej situaciji je neka oseba, ki na nek način ful dela nekih problemov. Na nek način njena energija povzroča v tej stabilni situaciji, to je lahko torej nek odnos, lahko je nek dom, lahko je služba, karkoli, povzroča konstantno neke probleme. Ker tukaj imam tako, ne, v teh kartah. Se pravi, kot smo prej govorili, ta energija mi nekako predstavlja tebe. Torej, ti se trudiš vse držati v ravnovesju, trudiš se, da vsak dobi to, kar mora dobiti, trudiš se, da je v domu oziroma v situaciji oziroma v odnosu neko stabilno ravnovesje, da vse funkcionira, ampak tukaj, če pogledaš to karto, tukaj je v bistvu tale par in pol je tukaj tale možiček, ki leti proč. In tukaj pa imamo kraljico palic. Zdaj, kraljica palic je oseba, ki je zelo taka, pač če pogledaš to njeno energijo, ne, kakšna je, pač je taka prav malček zlobna zgleda. Tako, kot na nek način, pač ja, malček taka, energijo, ki jo čutimo od te karte, je taka samovšečna, sebična, egoistična, hoče, da je vse po njeno, tudi mogoče jezikava, ne brigajo, kaj si mislijo drugi in dostikrat je taka na nek način, dostikrat prizadene ljudi lahko, ne. Ampak navzven pa je, mislim, navzven je prava igralka, ne vem, tukaj dobim tako energijo kot nekdo, ki, mislim, dobim energijo neke take lisice, evo, lisica mi je zdaj padla na pamet. Se pravi, navzven je vse tako, pač zna zglumiti nekako, ona zna nekaj narediti, da se poruši ravnovesje znotraj neke situacije in potem vse to zglumi, da ona ni nič kriva tukaj, da pač to ni njen problem ali karkoli, ampak je pač po eni strani je tak način obnašanja in razmišljanja dober, ampak samo do neke meje. Pač, če neka oseba tukaj malček preveč drzna in se ne obremenjuje s tem, kako se drugi zaradi tega počutijo in tukaj ne ponudi nobene podpore v primeru, da povzroči nek konflikt,
potem to ni v redu. Potem gre za neke vrste manipulacijo, zdaj to je lahko zavestna manipulacija, lahko je čisto podzavestna. Ljudje imamo pač različne travme, različne probleme in dostikrat tekom življenja dobimo neke vzorce, začnemo razmišljati drugače, začnemo na življenje gledati drugače in se pač tudi drugače znajdemo. In dostikrat te poti niso glih najbolj prave, niso najbolj dobre, ampak pač življenje je učenje, celo življenje se učimo in dokler ti ne prepoznaš teh vzorcev pri sebi, jih ne moreš spremeniti. Ne. Lahko ti drugi povejo, lahko ti drugi pametujejo, ampak ti moraš to v sebi spoznati. In zdaj ta oseba kot način obnašanja, to, da je sebična, egoistična, pač ja, do ene mere je to dobro, do ene mere moramo biti vsi tako, zato ker na koncu koncev ti živiš tukaj zato, da se boš ti imel lepo in moraš biti malček sebičen, moraš biti malček egoističen in moraš pač biti do neke mere tak, da se ne obremenjuješ s tem, kaj drugi mislijo in če se drugi užalijo zaradi nekih tvojih korakov ali kaj takega. Ampak prav pa je, da če nekoga prizadaneš, da mu ponudiš tudi to čustveno podporo, tako kot ta tukaj kraljica kelihov. Ta ženska ponudi tisto tolažbo potem. Ne? In tukaj se mi zdi, da je v tem domu, v tej situaciji, v tej družini, v tem odnosu neka oseba ali pa, mislim, zdaj tako, pač v nekaterih primerih je lahko to tudi neka žival. Recimo, da imaš ti neko žival, recimo neko mačko, ki vedno nekaj raztrga po stanovanju in ti para živce, ne? In pol moraš se ti ukvarjati, ker pol imaš recimo partnerja, ki je občutljiv na to in pol moraš ti partnerja tolažiti in pospraviti celo stanovanje, zato ker ti ga je mačka razmetala in pol mu nuditi to čustveno oporo in to te v bistvu utruja. Ne? Se pravi, bi najrajši videl, da ta mačka gre ven iz bajte, ne? Ampak pač mogoče si preveč na njo navezana ali navezana, ne vem. Pač to se hecam, ok? To je samo nek primer in pač zato, da si lažje predstavljate te energije, ki jih jaz čutim v teh kartah. Joj. Jaz tako hitro govorim in toliko govorim, kadar sem s kartami, ker jaz sem drugače ful taka zaprta oseba in tiha in sploh v družbi jaz bolj kot ne samo opazujem in poslušam, kaj se drugi pogovarjajo ali pa grem v nek svoj svet in poslušam sam z enim ušesom, če debata ni dovolj zanimiva. Ampak ja, ko pa se pogovarjam s kartami, pa mi jezik kar kako se reče, ne vem, pač kar blebetam, pa lahko govorim ure in ure in se težko ustavim. V glavnem, zdaj mi kar že malo zmanjkuje glasa, tako da ok, torej zdaj smo dešifrirali te karte, torej tukaj neka oseba v našem domu, ki vedno povzroča neka trenja s svojim obnašanjem in potem je še celo tako mogoče nonšalantna in ti, recimo, če govorimo tukaj o tebi, si pa ta oseba, ki potem se trudiš vse obdržati v ravnovesju. In najrajši bi videla, da bi ta lisica, kdorkoli to je, karkoli to je, najrajši bi videl, da gre ven. Zdaj to je lahko tudi kakšna, pač ni nujno, da je to neka živa stvar, to je lahko recimo, ne vem, kaj jaz vem, kakšna ne vem, kakšen finančni problem, recimo, ne vem, ki je tak, kaj jaz vem, pač to boste že sami vedeli. No, saj jaz vem, da tisti, ki se poistoveti s tem, že ve, kaj je ta energija, če pa ne veš, pa pač, glej, ne vem, Bog ti pomaga, ne svetam. Ok, dajmo pogledati na svet, kaj karte svetujejo v tej situaciji. Oh my god, Ampak zdaj imamo tukaj dve osebi. Imamo kraljico novcev in imamo viteza mečev. Dve osebi in tukaj tretja, pač tale je v njo, pač ta je označena z desetico mečev. Zdaj takole, poslušajte me dobro. Tukaj obstaja možnost v bistvu, da ta kraljica, ne, ker ta kraljica je recimo proti tej, poglejmo te dve energije, ne. Se pravi, ta kraljica je zelo taka čustvena, nežna in pač ok, je kar je in pač iz tega, kar je, probaš rešiti situacijo in vložiš ful energije, ne vem, da pospraviš vse to za svojo mačko, ne, recimo, če se osredotočimo na un primer mačke. Medtem ko pa ta kraljica novcev, ta pa je malček bolj tako, ne. Ta
kraljica novcev v drugih kartah ima drugačno energijo, ampak v tej energiji, mislim, v teh tarot kartah ima ta karta energijo ženske, ki v bistvu zdaj pa dovolj ne. Zdaj pa dovolj, jaz ne bom več lepo spravljala za tabo, teh mačk in tega vsega in tlak ali pa karkoli, zdaj pa dovolj. Ne, zdaj bom pa jaz naredila red v hiši. In tukaj je v bistvu še neka oseba, ki ti lahko tukaj pomaga. To je lahko moška oseba ali pa oseba z moško energijo. Se pravi, ta oseba je neka oseba, ki je drugače zelo gnevita, ampak ona dvigne glas samo, kadar je res nujno potrebno. Kadar gori ogenj v bajti, takrat se ta oseba oglasi. In zdaj ta oseba, ki je v tej situaciji s tabo, verjetno to je ta oseba, ki je tukaj gor. Ne, ups. Se pravi to, če si ti in to je ta oseba in to je ta neka tretja energija, ki tle uničuje in ful, uničuje, ki razdira to ravnovesje znotraj doma, družine, situacije, službe, karkoli, odnosa, ne vem, karkoli. Je tukaj v bistvu nekdo, ki ti lahko stoji po strani, ampak ta oseba se odzove in oglasi samo takrat, kadar gori ogenj, kadar je res taka frka, takrat se ta oseba oglasi. In zdaj tukaj tvoj nasvet je, da v bistvu rečeš, zdaj pa dovolj, da nehaš dajati ta čustva in vsa to energijo, ker recimo kraljica kelihov je zelo taka čustvena, ona ful daje, ona non-stop daje ljubezen, potrpežljivost, nežnost, ona vse daje, ne. Kraljica novcev pa ne da zdaj kar vsega tako, pač ona ima ta sredstva in ona z njimi zna razpolagati, ona zna razpolagati s svojimi čustvi in ne bo se zdaj žrtvovala za nekaj non-stop, pač enkrat bo potegnila črto in bo rekla, zdaj pa dovolj, ne, jaz imam to čustveno podporo, lahko ti jo dam, ampak samo pod določenimi pogoji. In tukaj je nekdo, pač to si lahko tudi ti v bistvu, ne, pač ženska energija v tebi in moška energija v tebi, ne. Moška energija je bolj taka odločna, tukaj se mi zdi, kot da je v bistvu nek vitez, ki varuje to kraljico, ne. To je lahko, ne vem, tudi neka druga oseba, pač dobro, to si boste že sami ugotovili, kdo je ta oseba, ali če je to nekaj v tebi, ali če je to neka oseba, ki je s tabo v tej situaciji, lahko tudi neka zunanja oseba, se pravi nekdo, ki ima kar nekaj izkušenj, ampak v bistvu je to oseba, ki takrat pokaže svoj, tudi tako moram dati, da se bo kaj videlo, pokaže svoj obraz, pokaže svojo temperamentno naravo samo takrat, kadar je to res potrebno. In če se te dve osebe združita, lahko tej osebi naredite konec v smislu, da se neha obnašati na tak način, ki v bistvu to kraljico, to je v bistvu energija tudi te kraljice, ne. Ta kraljica ima to energijo znotraj sebe, ker je ful obremenjena, ker mora ful svojih čustev in energije vlagati v to, da ohranja to situacijo pač v stabilnem položaju, ne. In enkrat, ko boš v bistvu, če si to ti, ta kraljica, je tukaj pomembno, da narediš temu, da rečeš, ok, zdaj pa dovolj in tukaj imaš podporo nekoga, ki ti lahko tukaj pomaga. In ta oseba ti lahko v bistvu, če se združita in če na pravi način pristopite, lahko tej osebi nekako pokažete, kaj je v bistvu, kje so meje, ne. Zdaj pa dovolj, ne. Ko prideš ko enkrat presežeš meje, je na nek način konec igre, ampak zdaj ta karta je ful kruta, ne si tega vzemati tako dobesedno. Prosim, ne, razmišljajte z glavo. Ampak hočem reči, ne, zdaj te dve osebe, če se združijo na pravi način, lahko tej osebi pomagajo v bistvu povedati in dopovedati predvsem, da presega meje, da konstantno presega meje, da gre čez meje dobrega okusa, da gre čez meje nekega spoštljivega obnašanja, da presega meje, ne vem, glede njenega mogoče manipulatorstva, torej karkoli ta oseba prinaša v neko situacijo, da ruši ravnovesje. Če se te dve osebe združita na pravi način, lahko tej osebi povesta, kje so meje, ker ta oseba konstantno presega meje, konstantno nekako
dela nekaj, kar ruši ravnovesje. In pač to ni v redu, ker čim nekdo ruši ravnovesje, potem v celotni družini ali pa v celotni situaciji v odnosu je narobe, pač je napačno razmerje in to ruši srečo pri vseh ljudeh. Zato je treba pokazati včasih meje. In recimo, zdaj sem dobila en tak preblisk, to je lahko tudi, ne vem, nek otrok, ki recimo lih vstopa v puberteto in ponavadi otroci, ko vstopijo v puberteto, so malček bolj taki predrzni in mislijo, da imajo cel svet pod kontrolo in mislijo, da zdaj so frajerji ali pa ne vem, kadar recimo nek 18-letnik, kadar dopolnijo 18 let, ne, zdaj pa lahko pijem, zdaj pa lahko žuram, zdaj pa lahko ne vem, karkoli, zdaj sem odvisen sam od sebe, zdaj mi starši več ne morejo nič reči, ne. In dostikrat se taki najstniki obnašajo malček preveč predrzno in v bistvu rušijo ravnovesje v družini na tak ali drugačen način. Ali pa recimo, zdaj sem dobila tak preblisk kot nek že starejši otrok, mogoče celo že odrasel, ki živi pri starših in starši bi želeli, da najde neko službo, ker preveč bluzi in pač s tem ruši ravnovesje, da v bistvu se obnaša tako zelo nonšalantno in nič ne naredi za gospodinjstvo, nič ne prispeva recimo denarja in v bistvu izkorišča hišo staršev zato, da pač da ima čim bolj lagodno življenje, recimo, ne. In ne vem, pač na neki točki začne to rušiti ravnovesje, ne, in pač tukaj pol treba potegniti črto in temu otroku recimo reči, zdaj pa se odloči, ne, boš šel delat, pa boš plačeval najemnino, ali boš šel študirat, ali kaj boš, sam ne, premakni se že enkrat s tega sedeža in naredi kaj svojega življenja, ne. In recimo do zdaj je bilo recimo v družini tako, da je, ne vem, oče pač bil ful jezen zaradi tega in je ratal konflikt med očetom in med tem otrokom in potem je ta mama mogla miriti očeta in otroka in vse skupaj uravnovešati, ne. In zdaj, če si to ti, se pravi, če ta oseba, ki je mogla vse uravnovešati, če tukaj potegne črto in malček samozavesti pokaže in če se pogovori s tem človekom, ki je znotraj te situacije in v bistvu ima ta temperament, ampak ga izkorišča samo, kadar je res nujno potrebno. Če te dve osebe na pravi način govorita s to osebo, bojo tukaj potem v bistvu potegnili črte, se bo končalo nekaj, kar te bremeni. In ne vem, dajmo pogledati še s temi kartami, ker imamo take... Tale vpogled pa je res prav izčrpal vso mojo energijo. O moj bog. Zdaj se še jaz počutim kot ta ženska, evo. Joj. Res, zdaj bom prav mogla iti počivati za nekaj časa. Da vidimo, evo, oh my god, kaj imamo spodaj, gledajte, kaj imamo spodaj. 10 palic, utrujenost. Totalna utrujenost od tega. In evo, tukaj imamo spet to 9 novcev, ne, spet vse sama za vse. In evo, 3 mečev, ne, pač eno samo breme je to, pač ta oseba, situacija, to je karkoli lahko, to je res lahko karkoli, lahko je avto, ki se kvari in zaradi tega avta potem v bistvu so vedno neka slaba volja in potem ta kraljica reče, ok, zdaj pa dovolj, dajmo kupiti nov avto in pol v bistvu prekineš neko situacijo, ne vem, nekaj, kar te non-stop nervira, nekaj, kar non-stop ruši sistem, vsakič, ko kam hočeš iti, namesto da greš in se usedeš v avto in se odpelješ nekam, se obremenjuješ s tem avtom in treba ga popravljati in pač ta avto je prav en manipulator, ker te hoče pol vedno pustiti doma, ne, hoče, da ostaneš doma in je konc tega, treba kupiti nov avto. In oba dva skupaj, ne, gresta kupiti nov avto in to je to in problem je rešen. Ne vem, zakaj ljudje toliko komplicirate stvari. Ne, malček se hecam. Ok, dajmo pogledati. Evo, vitez palic, 6 palic in karta sonce. Torej, kako priti do sonca? Zelo enostavno. Tukaj treba zavihteti to palico in dojeti, da imaš ti palico, da imaš ti kontrolo v roki, da ni avto tisti, ki te bo kontroliral, da ni mačka tista, ki bo kontrolirala tvoje življenje, da ni, ne vem, pač kdorkoli je ta oseba, ki kontrolira tvoje življenje, ampak da primeš stvari v svoje roke in rečeš, zdaj pa dovolj, potegneš črto in tukaj te čaka potem zmaga.
zmaga in ki te vodi do nečesa lepega. Poglej tukaj, ta otrok se vrti na soncu. Vse je lepo, zeleno, sončno, toplo. Karta sonce je ena najlepših kart v tarotu. Tako da v bistvu rešitev tukaj, ja, pač ni zdaj spet toliko enostavna, ne, še vedno je treba tole, zdaj sem dobila eno idejo, v bistvu bomo pogledali malček bolj podrobno, če si se prepoznal v tem pogledu, bomo šli na podaljšano verzijo in bom jaz tukaj malček pogledala, kako to rešiti, kako spremeniti to energijo, kako iz te kraljice postati ta kraljica novcev. In kdo je ta oseba in kako ti ta oseba pomaga. Se pravi, te 3 osebe bomo predelali. Če si se prepoznala v tem pogledu, te vabim spodaj v opisu je link, ki te pelje v bistvu do podaljšane verzije tega videa. In tukaj bomo pogledali, kako se lahko ti, če si to ti, spremeniš v tole. In kako potem v bistvu s tem dosežeš tole, kaj smo imeli. Da je konec pač v bistvu tega zoprnega obdobja in da dosežeš sonce, da končno najdeš v svojem domu ravnovesje ali pa svoji družini, odnosu, karkoli. Okay? Vsi tisti, ki se mi boste pridružili, lepo vabljeni, vsi ostali pa se vidimo kmalu. Če vam je bil video všeč, bom zelo vesela vsakega lajka in delitve ali karkoli, če ne pa tudi pač ni treba. Okay? Se vidimo drugič. Čau, čau!